Spet odgovarjata obe ekipi. Kot je sedaj že znano, z vami beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Tokrat se bomo potopili v svet slovenskega repa. To je namreč prva zbirka, v kateri so zbrane stvaritve slovenskih reperjev, urbanih poetov in pripovedovalcev sodobnih zgodb. Branje repa je posebno doživetje. Boste videli. Tuf, 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 pa sem, pa tle, pa sem gor. Ja, Jakob, ti si čist nor. Malen. Parafraziram ilustracijo naslova knjige, ti si čist normalen. O čem govori ta knjiga? Kaj bi rekel, da je rap? Ja, jaz bi rekel, da rap je neka glasba z nekim bolj globokim pomenom. Pravzaprav govori o nekih, naprimer, družbenih problemih ali pa o nekih problematičnih stvarih in v bistvu jih na nek način zelo zagovarja ali pa zelo proti. In je pravzaprav na kratko neko mnenje. Meni je zanimivo, kakšno izrazno moč ima rap. In koliko različnih čustev se v njem izraža. Velikrat imam občutek, da gre za jezo, pa v bistvu za široko paleto čustev. Si spoznal kakšnega reperja, ki ga prej nisi poznal zaradi te knjige? Sem, ja, pa tudi poslušal še par več njegovih komadov, ker so se mi zdeli kar všeč. Poslušaš rap v slovenščini, si poznavalec slovenskega repa? Ne, veliko ljubši mi je angleški. Angleški? Ja. Poznaš kaj ameriških avtorjev? Ja, veliko, preveč. Vem, da si ti tudi mojster angleščine. A je tvoja ljubezen do repa kaj povezana s tem? I guess. Hvala, Jakob. Zdaj pa sledi vprašanje. Rap ima tako za poslušalce kot za izvajalce pomembno sporočilo. Jakob sporočilo repa razume kot A. Poziv k čustvovanju in odkrivanju sebe, B. Razmislek o medsebojnih odnosih, C. Pomoč pri reševanju svetovnih problematik ali D. Izraz nestrinjanja z družbenim stanjem. Imate 15 sekund. Obe ekipi sta odgovorili, oziroma menita, da je rešitev D. Jakob je povedal, da z repom zagovarjamo ali nasprotujemo družbenim tematikam in s tem podajamo lastno mnenje. Tako je, pravilen odgovor D. Bravo!